Dober večer. S trdim delom in jasno vizijo dajemo les v življenje, pravijo v mizarstvu Hrovat s 55-letno tradicijo. Kako je vajeti prevzela že tretja generacija v družini, ki še posebej razume smernice sodobne arhitekture, prednost pa daje družbeni odgovornosti pred materialnimi dobrinami. Zdi se, da se na trgu pojavlja vse več novih družbeno odgovornih podjetij, ki želijo s svojim delovanjem prispevati za skupno dobro. Eno takih je podjetje zakoncev Kubel, ki sta na trg lansirala lesene zobne ščetke in ušesne palčke. Kako iščejo rešitve za zdravo, zeleno in lepšo prihodnost? Podjetniki imajo na voljo vavčerje kot pomoč za krepitev svojih kompetenc in konkurenčnosti. 12 različnih vavčerjev lahko najemajo vse leto in jih pridobijo brez zapletenih postopkov odobritve. Na primeru dobre prakse bomo videli, ali tovrstni sistem dodeljevanja spodbud dosega svoj namen. Les ostaja naše bogastvo in obnovljiv vir energije. In pomembno je, da se zavedamo potenciala, ki ga imamo, saj na svetu po nekaterih podatkih vsako minuto uničimo gozdove v velikosti 27 nogometnih igrišč. V domžalskem mizarstvu Hrovat se z lesom ukvarjajo že dolga desetletja. In odkar je vajeti družinskega podjetja prevzela mlajša generacija, na prvem mestu niso materialne dobrine, ampak predvsem znanje, pa tudi usmerjanje svojega delovanja v ohranjanje gozdov s posaditvijo dreves. Kako so postali prvi CO2-nevtralni obrtnik v Sloveniji? Posadijo namreč več dreves, kot se jih poseka za izdelavo njihovih produktov. In kako s svojimi unikatnimi izdelki osvajajo tuja tržišča, pa takoj, ko se mi pridružita oče in sin, Marko in Jaka Hrovat. Mizarstvo Hrovat s 17 zaposlenimi ima že več kot 50-letno tradicijo. Leta 1964 ga je ustanovil Franc Hrovat, podjetje pa je v tistem času izdelovalo leseno vrtno pohištvo. Njegovo delo uspešno družno nadaljujeta druga in tretja generacija, ki gre v korak s smernicami sodobne arhitekture. V podjetju, ki je danes specializirano za leseno zunanjo opremo, na prvo mesto ne postavljajo materialne dobrine in s tem povezane tehnologije. Prednost dajajo družbeni odgovornosti in predvsem naložbam v znanje. Najbolj ponosni so na vrtne hišice, ki so plod njihovega razvoja. Prodajo pa širijo tudi v tujino, predvsem v Avstrijo in Nemčijo. Dober večer, Marko in Jaka Hrovat. Dober večer. Dober večer. Ena vaših posebnosti je, da poskrbite za posaditev vsaj toliko dreves, kolikor jih je potrebno posekati za izdelavo vaših unikatnih izdelkov. Kako to zagotavljate in na ta način naravi vračate to, kar ji vzamete? To bo Jaka več vedel o tem. V bistvu ideja za tem je nastala lansko leto, ko sva sodelavcem razmišljala, zdaj že 50 let sekamo drevesa in to je stvar, ki sicer dela z lesom je lepo, a ne, je naravno in tako naprej, ampak vseeno imaš mogoče zadaj neko slabo vest, ker pa konec koncev vse naravi jemljaš. In sva študirala, kako bi naredili, da bi naravi tudi kaj vrnili. Hitro je prišla ideja na to, da bi lahko posadili kakšna drevesa, pa nisva najdla kakšne pametne rešitve. No, pol je pa kliknili čez nekaj časa in sva najdla organizacijo Eden Reforestation Project, ki se pa ukvarja prav z sajenjem dreves. In smo se odločili, da posadimo oziroma opravimo donacijo za zasaditev toliko dreves, kot jih posekamo. Pa po drugi strani tudi smo naredili izračun, koliko CO2 spustimo v zrak, se pravi s porabo elektrike, službenimi vozili na enoto vsakega zaposlenega in tako naprej. In smo to izračunali, koliko moramo dreves posaditi, da naredimo kompenzacijo, da smo nevtralni. No in tako je nastala odmevna zgodba, kjer del dobička od vsake prodane zapestnice, ki jih je moč kupiti na vaši spletni strani, namenite za posaditev teh dreves. Zdaj, koliko je bilo teh dreves že posajenih in kje? In ali je vsa stvar transparentna? Če se ne motim, zdajle mislim, da smo okrog 65–70 tisoč, tam nekje. Dreves? Dreves, tako ja. Kje so posajena? V Indoneziji pa na Madagaskarju. Tako da nekako ta organizacija tudi zagotavlja delovna mesta lokalcem, ki so v bistvu ogroženi, da v nasprotnem primeru niti ne bi imeli službe oziroma prihodka. Tako da ja, zdaj nekako sodelujemo s to organizacijo kakšno leto.
projekt Trislet je pa v bistvu nadgradnja tiste prvotne ideje, ki smo jo z mizarstvom v začetku tega leta nekako speljali. Ne razmišljate pa še, da bi drevesa posadili tukaj v Sloveniji? Jih imamo dovolj? Ja, zdaj ta zgodba ima dve plati ali pa dva razloga. No. Prvi razlog je, da je zelo težko kar v eno gmajno nekaj saditi. No. V resnici je birokratsko to kar zahtevna zadeva, treba je najti partnerje, parcele so tukaj razdeljene na milijon delov in se nam je operativno enostavno bolj zdelo, da se pač povežemo z nekom, ki to že počne. Potem druga stvar, ki je pa Slovenija nima težav z deforestacijo, ima celo prirastek. Mislim, da je pokritost Slovenije z gozdovi okrog 55–60%. Tako da tudi ta stvar ni smiselna. Je bolj logično, da se usmeriš v tisti del sveta, kjer je to res potrebno. Tako, morda pa pride prav kdaj prihodnosti, ne? Ja. Marko, kako vi kot starejša generacija gledate na take pobude, na tako družbeno odgovornost mlajše generacije? Se vam zdi to smiselno, pomembno, nujno ali bolj kot ne izguba časa in denarja za vašo delavnico? Če govorim globalno, je to prej ali slej to nujno. Mogoče trenutno ne, ampak skozi leta se bo pač pokazalo, da bo pa le gost tisti, ki bo zagotavljal življenje pač na zemlji in tako naprej. Ne. Zato smo se tudi lotili tega bolj globalno, ne lokalno, tako da imamo možnost posaditi več dreves, ker konec koncev so drevesa v Sloveniji ali so drevesa na drugem koncu sveta, pač važen bo seštevek vseh dreves Tako, ja. na svetu, ki nam zagotavljajo pač življenje. No, pa se strinjate, da se prihodki podjetja celo povečujejo na ta račun družbene odgovornosti, ne? Kaj ti ljudje bolj prepoznavajo takšno blagovno znamko in jo tudi bolj cenijo? Če govorimo o našem osnovnem poslu, naši osnovni dejavnosti, težko izmerimo pač ta vpliv tega. Verjetno pa je sigurno, da smo bolj prepoznavni, ker se preko Trisleta tudi začuti pridih naše osnovne dejavnosti. Tako da verjamem v to, da je, čeprav ni bil namen tega, da povečamo zdaj profit v osnovni firmi za našo osnovno dejavnost. Kot smo videli, podatki kažejo, ne, da vam prihodki rastejo zadnja leta. Seveda, predvsem zato, ker veliko vlagate v znanje. Ne. Jaka, vi kot gimnazijski maturant pravite, da se stalno izobražujete in da vas nobena šola praktično v bistvu ne more pripraviti na podjetništvo toliko kot praksa. Zdaj, kako pridobivate ustrezna znanja? Tukaj se kakšen akademik ne bo strinjal z mano. No. Ja. V bistvu, jaz sem že dosti zgodaj vstopil v podjetništvo pri 16 letih in sem na te stvari mogoče takrat tudi zelo drugače gledal kot danes. Zavedam se, da je izobrazba zelo pomembna, zavedam se, da znanje, ki ga pridobiš, da ga moraš na nek način uporabiti, uplemenititi, a ne. In jaz sem v bistvu v to prišel po obratni smeri. Jaz sem prvo začel s prakso, še v bistvu v srednji šoli, a ne, in na kakšno težavo nisem našel primerne rešitve. Pa se prvo niti nisem zatekal k znanju, ampak sem bil malo trmast, pa sem kar porival stvari naprej v svojo glavo, a ne. No, pol pa so prišli na vrsto razni seminarji, kakšne knjige prvo motivacijske, no drugače pa zelo me zanima podjetništvo, zelo me zanima kultura v podjetju, tako da te stvari te pol kar potegnejo noter in okrog sebe nekako začutiš, da so tudi ljudje, ki razmišljajo podobno. In s tem nastane nekako neka povezana ekipa. In znate si poiskati, ne? Tudi tisto, kar potrebujete. Ja. Marko, vi ste kot lesni tehnik ogromno znanja pridobili že od svojega očeta, ki je podjetje ustanovil leta 1964. Zdaj, katera so tista znanja, ki vam še danes pridejo prav in kaj ste predali svojima sinovoma, ki sta tudi v podjetju? Sigurno so to osnove same predelave lesa, bi rekel, rokodelske osnove. In to je pač osnova tudi zdaj za razne kalkulacije, za razna
za nadgradnjo tega, recimo, prodaje in tako naprej. In sigurno je tudi Jaka del tega oziroma je dobil tudi del tega znanja skozi leta, skozi prakso. Kot je že sam rekel, ko je naletel na težavo, je mogel enostavno ustaviti se, pogledati ozadje pa iti naprej. No, eno največjih težav v vsakem družinskem podjetju je, kako prenesti vodenje na mlajšo generacijo. Zdaj, v vašem podjetju je že 3. generacija. Kaj je ključ do uspeha, da se družinski člani tako dobro razumete in da tako odlično funkcionirate, ne? Kajti poleg vas, Marko, sta torej še 2 sinova, potem je tudi vaš oče še vedno vpet, pa vaša soproga, pa sestra, ne? Ja. Kaj takrat naredite, recimo, ko pride do kakšnih nesporazumov, se sprete, kako rešujete vse te stvari in predajate potem mlajšim? Lahko rečem, da v vseh letih med nami ni prišlo do nekih konfliktov, vsej resnih ne. Tako da smo dostikrat se je treba žogo umiriti, se usedeti dol, pogledati, kje je problem, zakaj je nastal problem, pa kako ga rešiti. Te 3 točke, 4. skoraj ne obstaja. Se pravi pogovor, medsebojno zaupanje. Ja, seveda, seveda. Očitno vam odlično uspeva, pa poglejmo, kaj o vaju pravi vaš sin oziroma brat Miha, ki skupaj s prijatelji vodi projekt za pesnicami za posaditev novih dreves. Pri bratu najbolj cenim drznost, se pravi, da se mu zdi, da je vse dosegljiv. To se mi zdi, da je tisto, po čemer se jaz zgledujem po njemu. Oče je pa tisti, ki pa še vseeno ima tisto, recimo, zavoro, ki pa reče, ok, dajmo malo premisliti. Tako da ja, meni se zdi, da smo v bistvu ful en tak v redu tim. Ena izmed skupnih idej, ki smo jih imeli v bistvu praktično vse 3 generacije, je tudi projekt Trislet, s katerim preko prodajanja zapestnic doniramo za sajenje dreves. Hkrati pa tudi izobražujemo ljudi preko socialnih omrežij, sofinanciramo izobraževalne videe na Facebooku in Instagramu predvsem, zato da čim več ljudi izve o problematiki izginjanja gozdov na svetu, ne samo pač v Sloveniji. Slovenija je en majhen delček sveta, ampak na globalni ravni je pa pač problem veliko večji. No, družbena odgovornost se kaže tudi v odnosu do zaposlenih, ne? Kako ustvarjate v podjetju pozitivno vzdušje, dobro klimo, kajti pravite, da kakovostne izdelke lahko izdela le dober in zadovoljen mizar? Ja. Težko je. Zakaj? Težko je. V bistvu smo v dejavnosti, kjer je relativno nizka dodana vrednost, gradbeništvo. In tukaj moraš biti še toliko bolj previden, ker mogoče dodana vrednost ni takšna, kot jo mogoče dosegajo kakšna visokotehnološka podjetja. In so nekako odnosi še toliko bolj čustveni, a ne? In v resnici, da držiš takšno podjetje skupaj, mora biti medsebojno zaupanje, mora biti neka skupna luč na koncu, da vsi gremo v isto smer, da vsi vemo, zakaj smo tukaj in to na koncu odtehta. No. Vsi živite to vizijo, ki ste jo zastavili, ne? Ja, no, kako ste močni kot ekipa, se je pokazalo ob lanskoletnem požaru, ne? Zgorelo vam je skladišče. Kako ste pravzaprav ustvarili tako učinkovito ekipo, no? Kaj bi rekli? Kaj je ključ do uspeha? V bistvu to imamo nekako že zapisano v vrednotah leta, ker jaz mislim, da vsi imamo nekako primarno in jaz in oče in brat in teta, no, imamo nekako v glavi to, da prva stvar, na katero pomisliš, da bojo fantje imeli plače, da bo firma preživela, da bomo na koncu nekako vsi, da bomo na koncu vsi dobili tisto, kar si zaslužimo, po drugi strani pa še vedno skrbiš za razvoj, a ne skrbiš za prihodnost, ampak primarno je operativa, to, da pač preživiš, a ne.
Na koncu, kar ostane časa, ponavadi so to nadure, ne samo pri nama, tudi pri sodelavcih, da razvijamo nove dizajne, iščemo nove materijale. Sicer nam stranke dostikrat dajo takšne ideje, a ne? Zdaj drugo je, katere ideje sprejeti, katere ne. Velikokrat sprejmemo kakšen projekt samo zato, ker je dober izziv, pa ker se bomo iz tega nekaj novega naučili. In to tudi krepi sodelavce, ker če si ustvariš ekipo, ki si želi novih izzivov, potem so takšni projekti dobrodošli. In pol tudi ni problem narediti kakšno naduro, da razvijaš neko novo stvar, ki jo do zdaj še nisi počel. In imaš spet osnovo za nov projekt, za naslednjo nadgradnjo. Tako da nekako v tem krogu se stalno vrtimo in niti nočemo biti mi ta najbolj pametni na svetu, bolj je pomembno to, da smo dobri poslušalci. Da drugega poslušate. Ja. No, to je treba tudi povedati, da ste po tem požaru takoj začeli z delom, ne? Da ni zastal niti dan proizvodnje, ne? In vsi kupci so dobili izdelke, ki so jih naročili v pravem roku. Naši zaposleni so nam pomagali in prijatelji tudi so prišli pomagati. Skratka, gasilcem ste pa v zahvalo naredili ograjo, ne? Tudi to smo naredili, skratka, zahvalili smo se vsem in tako in drugačen nek način, ker smo lahko sploh naredili. Tako da to je bil res požar, v bistvu slaba pa pozitivna stvar tudi vsem tem, ker požar je povzročil marsikakšne premike, ki jih drugače ne bi naredili in smo enostavno bili prisiljeni narediti stvari, ki so se odlašale skozi leta in smo naredili neko knjigo smo zaprli in odprli novo knjigo in nov list. Tudi nekaj dobrega iz tega, ne? 17 ljudi zaposlujete, pa poglejmo, kako se počutijo v vašem podjetju. Sem že eden izmed zaposlenih, kateri smo tukaj že 20 ali več let. To pomeni, da se zastopimo, da radi delamo v tem kolektivu. Odnos med delodajalcem in zaposlenimi tukaj je zelo korekten. Delo poteka v delavnici, poteka tudi na terenu, tako da za vsakega nekaj. Marko kot Jaka sta oba dosledna, poštena, odprta sta za pogovore, odprta sta za nove ideje, odprta sta za sugestije strani nas kot projektantov, in pa na voljo takrat, ko rabimo rešitve, ko rabiš rešitev enega problema. No, takšna pozitivna naravnanost seveda omogoča ustvarjanje vrhunskih izdelkov. Še posebej ponosni ste na vaše vrtne hišice. Kako pravzaprav gradite lasten dizajn? Ja, tako kot sem prej omenil, pomembno je, da poslušaš kupca. V štartu je bila to zgolj neka ideja, ki so nam v bistvu, stranke so nam nekako namignile, takrat je bil zelo v porastu ta kubusni stil, ravne linije, belo, siva kombinacija, les in tako naprej. In nekako, jaz se spomnim, da sva, to je bilo zdaj nekih 6-7 let nazaj, sva z očetom ob sobotah tisto hiško sestavljala v upanju, da bo pa to tista stvar, ki bo pritegnila pozornost. In tista hiška, če jo danes pogledam, je bila zelo osnovna napram tem, kar zdaj zmoremo. Ampak je bil pa nek dober začetek, neka nova osnova, nekaj čist redga, kar smo takrat počeli, da nam je dal zagon, tisto hiško smo takoj prodali, takoj je bila naslednja na vrsti in nekako so potem stvari stekle. Je pa vsak projekt unikaten, držimo se svojega dizajna, tako da na vsaki hiški nekako pustimo podpis, ta hiška je pa od Hrovata, a ne? Ampak v resnici je vse personalizirano. In zdaj jih že uspešno izvažate tudi največ v Avstrijo, ne? Če pa kaj ne zmorete, pravite, pa poiščete pomoč, ne? Tako sodelujete recimo tudi s krajinsko arhitektko, s katero skupaj postavljate zadnja 4 leta vrtove. Posebni so zato, ker se pač ne ustraši nobenega izziva. Marko in Jaka se vsega lotita, ker pri mojem delu je veliko teh individualnih rešitev in mi zelo všeč, da pač prijeta z dobrimi nasveti, z nekimi predlogi, kako stvar izvesti, izboljšati in s tem se tudi jaz kot projektant v bistvu učim.
Všeč mi je, da jima lahko zaupam, da bo stvar pač kvalitetno izvedena. Tudi bi rekla komunikacija z mano kot s projektantom, pa po drugi strani on pa stranka je zelo dobra. Zelo se posvetita, da vsaka stranka nekako dobi tisto, kar si želi. Tako. No, vedno ne gre vse po načrtih, ne? Kako ravnate takrat? Kaj vas žene, Marko? Ja, to se pogosto dogaja. Načrt je eno, realnost je velikokrat druga. Poglejte, nekako vedno najdemo neko rešitev. To je, kljub vsemu, ni to zdravstvo, je le gradbeništvo. In tukaj tudi ljudje razumejo, da v času, ko je cel mesec dežuje, ne moreš delati zunaj. In tukaj vedno, ali pa skoraj vedno najdemo nek kompromis s strankami. Pri sami izdelavi nekega izdelka, ki je unikaten, je vedno veliko pač dogovarjan. Tako da jaz mislim, da spet smo na tistem pogovoru, komunikaciji in tako naprej, da se da rešiti razne zadeve, ki niso v planu. Kakšno prihodnost napovedujete? Kako bi še bolj v Sloveniji izkoristili ta potencial z gozdovi, ki ga imamo, da našo hlodovino ne bi vozili več v tujino, da bi jo obdelovali doma, da bi tukaj ustvarjali dodano vrednost in hkrati ohranjali naše gozdove? Jaka? V Sloveniji bi težko rekel, da imamo prednost visoke tehnologije v lesni industriji, s čimer se pa lahko nekako pohvalimo kot prednost, je pa zagnanost, smisel za dizajn, pa konec koncev tudi produktivnost vsakega posameznika, delavnost. In jaz vidim smer, da bi recimo slovensko podjetje lahko uspešno delalo tudi mednarodno, v tem, da primarno dizajn, dober odnos, šele potem sledi visoka tehnologija, ker napram državam, ki so severno od nas, je kapital v podjetjih in trg, domač trg je premajhen, da bi lahko v tujino vstopil kot neko dovolj veliko podjetje, da zdrži vse pritiske. Tako. In tudi kapital v naših gozdovih imamo. No, zaradi vse večje ozaveščenosti glede ohranjanja okolja se ustvarjajo tudi nove potrebe. Poglejmo, kako je svojo priložnost na tem področju zaznala naša naslednja gostja. Minuta za novo idejo. BeFresh blagovna znamka je slovenska blagovna znamka, zaenkrat zajema dva različna proizvoda. Eno je zobna ščetka, ki se stoji iz lesenega ročaja oziroma iz bambusa. Drug proizvod je higiensko vatirana palčka. Higiensko vatirane palčke so po 100% naravne, biorazgradljive v celoti. Smo edini s tovrstnimi proizvodi biorazgradljivimi v lekarnah. Imamo certifikate, naši proizvajalci se lahko pohvalijo z ekološkim gozdarjenjem. Največjo oviro predstavlja slovenski potrošniški trg še vedno. Zato, ker se življenjske navade, ki so jih plastični proizvodi prinesli, zelo težko spreminjajo in to se ne da narediti čez noč. Vsekakor si želimo tudi v tujino, pogovori že tečejo in sicer v hrvaških nacionalnih parkih. Naši načrti so dolgoročni, želimo uvesti tudi ostale druge proizvode, podobne, in jih zamenjati tam, kjer je to mogoče. Dober večer, Monika Kubelj in Matej Novak. Večer. Ekološko mora postati način življenja. Koliko bodo k temu po vaše prispevale te zobne ščetke in ušesne palčke, ki ste jih pred nekaj meseci poslali na trg? Tako, želimo si, da zelo. To sta samo dva proizvoda, s pomočjo katerih skušamo zmanjšati te tone plastike, ki nas zadnji 2 leti strašijo, bolj ali manj. Želimo si seveda prodreti tudi z drugimi podobnimi proizvodi, namreč naša ideja je iskati alternative vsem plastičnim proizvodom, kjer se to da. Tako da nas je kar nekaj, nismo edini na tem trgu, ampak mi nekako smo slovenskemu trgu, zaenkrat slovenskemu, ponudili zobne ščetke in pa ušesne higienske kozmetične palčke. No, še posebej te ušesne palčke predstavljajo velik potencial, kajti Evropska unija je prepovedala uporabo plastičnih palčk po letu 2021. Tako je. Pričakujete?
Pričakujemo seveda, Slovenci smo taki potrošniki, da čakamo do konca in enako je s trgovci. To se pravi, zdaj je eno tako vmesno obdobje, privajalno obdobje slovenskega potrošnika, predvsem ekološko osveščenega, kjer seveda poiščejo ta izdelek tisti, ki znajo iskati in vejo, zakaj iščejo, so sami osveščeni. Po letu 2021 pa bo zgodba drugačna, ker takrat ne bo več mogoče dobiti ušesnih palčk plastičnega izvora in bo seveda zgodba druga, precej bolj pozitivna. Kolikšno je v resnici povpraševanje po takih izdelkih? Matej, vi skrbite za marketing in trženje. Povpraševanje je kar veliko. Sicer se še za prodajo ne odločajo, oziroma za nakup ne odločajo, se še vedno odločajo raje za klasične izdelke. Je pa zelo močna to deljenje na digitalnih omrežjih in v bistvu zelo priljubljeni izdelki so ti ekološko naravnane. Torej se stvari premikajo v pravo smer. Tako. Jaka in Marko, kolikšne so po vaše možnosti, da tovrstni izdelki postanejo globalne uspešnice? Kaj pravite? Jaz mislim, da prej slej bo prišlo do tega premika. Če vidimo res, koliko je te plastike, pa ne sem pri teh izdelkih, jaz mislim, da bo prej slej treba poiskati alternativo za vso to plastiko, od, ne vem, plastičnih vrečk, ki smo začeli zdaj, pa do teh izdelkov. Tako da to je v bistvu samo začetek tega, kar se bo kot kepa snaga enkrat začela valiti. Tako. In že danes imamo vsi možnosti bolj odgovorne izbire in da pri tem ne bomo delali kakih velikih napak, se bomo prej raje dobro informirali. Zmanjševanje plastike v vsakdanjem življenju se nadaljuje, to že lahko občutimo. Kje bi morali še bolj paziti, da bi lahko še manj obremenjevali okolje? To je dobro vprašanje. Marsikje, recimo začeli smo zelo uspešno s trgovinskimi vrečkami za enkratno uporabo. Tukaj recimo se je celo ministrstvo zelo aktivno vključilo v to akcijo. Zagotovo so to tele palčke, slamice, plastične. Tukaj je možnosti še veliko. Potem plastenke. Plastenke so en tak proizvod, ki bi morale doživeti revolucijo na tem področju. Ali je to steklo, je to kakšno drug material, ali je to biorazgradiva plastika. To recimo zagotovo je, pa se najde še marsikaj. Mislim, da 300 milijonov ton plastike proizvedemo na leto, to je res ogromno. Morda vi v vašem podjetju vidite, kje bi lahko zmanjšali uporabo plastike, denimo pri kakšni embalaži? V bistvu tukaj gre veliko tudi na račun tega, kakšne navade ima vsak posameznik. Znotraj podjetja sigurno se da zmanjševati ali porabo plastike ali CO2 odtis s tem, da nekako zalogo gradiš na majčkeno večjih količinah, pa s tem manj prevoznih stroškov plačaš, posledično manj CO2 spustiš v zrak. To drugače pa nekakšni izdelki, ki jih proizvajamo, niti nimajo embalaže kot take, kar mi prejmemo sicer tukaj res pač merkaš na ta način, kar daš pa ven, kot mizar pa načeloma ni v embalaži. Torej možnosti je veliko, treba se le oborožiti znanjem in gledati v svetlo prihodnost. Hvala lepa vsem štirim, da ste prišli na pogovor v studiu in veliko uspehov na vaši nadaljnji poti. Hvala tudi vam. Hvala. Podjetniki lahko na Slovenskem podjetniškem skladu kot pomoč za krepitev svojih kompetenc in konkurenčnosti pridobijo 12 različnih vavčerjev. Namen projekta oziroma tako imenovanega vavčerskega sistema je vzpostavitev dodeljevanja spodbud manjših vrednosti, ki mikro, malim in srednje velikim podjetjem omogoča bolj enostaven dostop do sofinanciranja posameznih storitev. Vavčerje lahko podjetja pridobivajo vse leto brez zapletenih postopkov odobritve. Kot zadnji javni poziv je Slovenski podjetniški sklad objavil vavčer za uvajanje poslovne odličnosti. Obiskali smo eno od podjetij, ki že ima izkušnje s pridobivanjem vavčerjev. Taja Cukato.
Skupno objavljenih je zdaj že 12 vavčerskih pozivov. Namen aktualnega je boljša konkurenčnost, povečana dodana vrednost ter večja možnost, da podjetja konkurirajo za priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost. Podjetje Zaslon Telekom, ki med svoje dosežke uvršča aplikacijo mejne kontrole za policijo, e-notarja, kjer slovenski notarji delajo overitve pogodb, ter dokumentni sistem za odvetnike, se je za vavčer že 2-krat uspešno potegovalo. Naše izkušnje so zelo pozitivne. Govorimo o 2 vavčerjih, ki smo se prijavili. Eden je bil za tržne raziskave in vavčer nam omogoča, da mogoče malo več tvegamo. V podporo so pridobili zunanje ljudi, ki za njih opravijo določena dela. So namreč izrazito razvojno podjetje, ozko specializirano in temu primerno mora biti raziskava natančna in usmerjena. Prvič zberejo vse kontakte, drugič zberejo osnovne informacije v tržišču, se pravi od kakšna je ureditev, kakšni so predpisi, vse, kar je za nas pomembno. Dejansko pogledajo, kam paše ta naš produkt. Drugi vavčer, ki so ga pridobili, je namenjen digitalni kompetenci. Podjetje z 20-letnico delovanja in trenutno 12 zaposlenimi se zaveda pomena vlaganja v razvoj. Tle smo imeli pa blazno srečo, ker smo dobili podjetje, ki nam je ne samo predstavilo vse možnosti tržnega komuniciranja, ampak pokazalo na dejanskih primerih, kako se to dela, in na podlagi tega tečaja oziroma teh obiskov in delo 1 na 1 z našim inštruktorjem oziroma predavateljem, zdaj ravno kar na LinkedInu delamo popolno prenovo in že prvo kampanjo, ki bo uporabljala vsa ta znanja, ki smo se naučili. S pomočjo vavčerja lahko podjetja dobijo od 300 do 10.000 evrov subvencije oziroma 60% sofinanciranja upravičenih stroškov. Prijavitelj za najnovejši vavčer za poslovno odličnost mora imeti na dan objave vsaj 15 zaposlenih. Ob tem naj dodamo, da vsako podjetje lahko izkoristi vavčerje v skupni vrednosti 30.000 evrov na leto. Rokov za prijave na javni razpis ni, obravnava vlog pa naj bi bila hitra. To je bila zadnja letošnja oddaja Prava ideja. Vidimo se spet prihodnje leto, ko bomo pripravili nove zgodbe o uspehu. Do takrat pa veliko navdiha in inovativnih idej. Srečno!